Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, v katerem vam bomo predstavili prav zanimiv festival z področja etnologije in pa tudi ohranjanja naše kulturne dediščine na področju kulinarike, in sicer Festival potic v Preboldu. Prav zanimiv in edinstven festival je v petek 4. aprila zvečer potekal v dvorani Prebold, kjer je tamkajšnje turistično društvo že 20-tič pripravilo Festival potic. Seveda je bila prireditev povezana tudi z otvoritvijo razstave te naše slastne kulinarične dobrine, ki je naša avtohtona in etnografska kulinarična posebnost in jo prav pod tem imenom potica, ki menda tudi nima prevoda, poznajo marsikje po svetu. Bila pa je že marsikdaj tudi protokolarno darilo. In v Preboldu se jih je tokrat nabralo kar 71 različnih okusov in oblik, kot klasične potice, kot kolač šarkelj in morda še kaj. Okusi pa seveda kar ti srce poželi. Klasične orehove, mandeljnove, ocvirkove, kokosove, čokoladne, smetanove, pehtranove, potratne in še in še. Festival potic ima izrazito humanitarno noto, saj so vse potice razdelili domovom za starejše. Festival in otvoritev razstave je nagovoril preboldski župan magister Marko Repnik, ki nam je ta festival takole komentiral. Potica je vedno in povsod bila pravzaprav naše kulinarično bogatstvo in jaz sem zelo vesel, da je ta festival že 20-tič zapored ravno tu v Preboldu. To je dejansko edinstven festival v slovenskem prostoru in jaz upam, da ga bomo lahko z leti samo še nadgradili. Kot smo lahko opazili letos 71 različnih potic, tako da jaz mislim, da trend gre samo navzgor in da bomo lahko iz tega festivala v bistvu naredili še kaj več. Ustanoviteljica festivala potic v Preboldu je Danica Uplaznik, ki je bila 10 let predsednica Društva podeželskih žena in je danes vesela, da je ta festival v Preboldu pridobil tako veljavo in se razvil v pomembno prireditev, ki danes daleč presega krajevne okvire. Bom rekel, zelo sem vesela, da je sploh festival potic dosegel 20 let, da ima ta jubilej. Jaz upam, da se bo, kakor zgleda, verjamem, da se bo nadaljevalo, zato ker vidim, da tudi drugi čutijo potrebo, da se naša kulinarična sladica ohranja, da nekako še to pač ohranjamo in da imajo željo po novih izdelkih, ne kar po standardnih, in ker teh tu zdaj zmeraj več dobivamo. Zanimiva je ideja o festivalu potic, ki jo je Danica Uplaznik prinesla v Prebold. Kaj pa jo je spodbudilo k temu? Ja, to me je, ker sem tako mlada se poročila, pa dejansko nisem imela niti ne izkušnjo, ne s peko, ne iz ničemer, bom rekla, niti ne s kuho, ampak nekako sem kar mogla začeti, tako mi je pač vse v roke padlo, in sem začutila, da potica ni kar ena taka lahka zadeva, da je treba dosti prakse narediti, pa vsega, da to pač uspe. Pa imela sem možnost pridi do takih velikih modlov, to se reče za potico. In čisto tako sem si zamislila, kaj so nekdaj mogle ženske, ko niso imele takih stvari, ko jih imamo zdaj, ko lahko vse sorte v potico damo. Takrat je pa to moglo spet, to so bile številne družine, vsi so čakali na tisti kolač ali na tisti kruh, karkoli. To me je pa tako globoko nekam mi je me je spodbudil, Vse, veš kaj, tole pa mi moramo naprej nadaljevati, to je pa dediščina, tako rečemo, in tako je pol se to do zdaj pač peljalo. Festival potic v Preboldu organizira in razvija tamkajšnje turistično društvo Prebold. Pospremila pa ga je tudi prav posebna historična skupina Ojstriške gospode. Ojstriška gospoda je dramska sekcija turističnega društva Tabor. Ime so si nadeli po nekdanjem gradu Ojstrica na griču Stari grad pri Lokah v občini Tabor, katerega zgodovina je povezana s celjskimi grofi. Ojstriška gospoda na številnih kulturnih dogodkih po Sloveniji in tujini podaja bogato kulturno dediščino svojega kraja.
In njihova mati, grofica Hani Zamuda, je še posebej pohvalila humanitarno noto festivala potic v Preboldu. Mi smo zelo srečni, pravzaprav presenečeni obenem na takle lepo stvar, ki jo tule v Preboldu toliko let negujejo in ohranjajo to kulturno dediščino, in ker so oni tudi dobrodelni, vidite, da so nas danes lepo postregli zraven, pa da bojo vse to donirali našim domu starejših občanov, smo še toliko bolj ponosni, ker mi kot Ostrijška gospoda smo tudi dobrodelni. Kamkoli gremo, nikjer ne računamo svojih nastopov in obenem to širimo. Naj se ve, da dejansko smo še tudi dobri ljudje. In tukaj v Preboldu to je. Kot rečeno, se je na tokratnem jubilejnem 20. festivalu potic v Preboldu nabralo 71 primerkov te naše slastne in avtohtone praznične sladice. Svojo potico je spekla ter prinesla na festival tudi občinska uprava občine Prebold. Ja, tako je. Jaz sem zelo ponosen na to, da so se punce iz občinske uprave občine Prebold odločile, da bojo letos šle peč. Dobile so bronasto priznanje, kar je super, drugo leto gremo pa na srebro ali pa na zlato. Ob tem dodati tudi, da je pravzaprav medgeneracijski center tudi sodeloval naš občinski, potem se pravi zavod oziroma dom starejših občanov, ki vsako leto sodeluje tudi, in potem bomo tudi na koncu tega festivala, se pravi po sobotnem dnevu, te potice potem razdelili ljudem, oskrbovancem teh domov v Spodnji Savinjski dolini. Vsako leto so zelo zadovoljni, zelo veseli. Seveda so potice tudi ocenjevali ter podelili 39 zlatih, 18 srebrnih in 10 bronastih priznanj. In kot pravi predsednica turističnega društva Simona Žvikart-Repnik, so veseli, da so del te zgodbe. Nas zelo veseli, da smo lahko del te zgodbe, da jo lahko ohranjamo, da jo lahko peljemo naprej. Veseli nas tudi to, da kljub draginji v bistvu ostaja število potic zadostno, da lahko ohranjamo tudi ta festival. 71 potic, meni se zdi to super. Z nekaterimi gospodinjami, ki so spekle potice in prejele priznanja, pa smo se pogovarjali, kaj jim to priznanje pomeni. Neko nagrado za delo, za vztrajnost, zato ko je veliko dela, hodimo v službo, imamo doma kmetijo, pa da pa še tu pečeš tja do 11 po noč. To je ena nagrada takšna, da dobro delaš. Oja, pomeni. Ne vem, sej tu delam v dobrodelne namene, pač vemo, kam te potice grejo, pa rečem, zakaj ne bi, če znam, ampak če pa dobiš še takolo priznanje zraven, je pa to nagrada, no. Najmlajša med udeleženci je bila 14-letna Leja Pergovnik, ki je prvič sodelovala in je tudi prijela eno od priznanj. Meni pomeni to priznanje veliko, zato ker tudi hočem za naprej v srednjo šolo, hočem iti na slastičarsko, tako da je to nek začetek, ko sem šla na tekmovanje. Kaj pa je naše sogovornice vzpodbudilo k sodelovanju na festivalu potic? Sem zdaj 4 leta že tukaj. Prvič sem prišla pa sam zaradi tašče, ker je v bistvu ustanoviteljica tega festivala potic. Mogoče sem bila prej malo sramežljiva, pa se mi je zdelo, da nisem dosti dobra, pa imam prijateljico, ko me je upeljala, pa rekla, da sem, pa da ne sem, pa bom pol videla in evo. Pač spodbudila moja babi, zato ker je ona ustanovila to, pa tudi ona je veliko pekla in se probam po njej zgledovati. In bodo na festivalu potic sodelovali tudi v prihodnje? Ja, seveda, zdaj orihove ne bomo več pekli, ker so bile 3 zaporedoma zlate, zdaj se gremo pa na smetanovo. Tu je pa meni ena taka zelo težka potica, ki je zelo rada srova. Ja, bom probala. Pa pač više mesta zasežiti. Absolutno. Tudi če ne bi bila zlata, bi še vedno sodelovala, zato ko to pač nekaj dobrega narediš za soljudi. Kot rečeno, so po končanem festivalu vseh 71 potic podelili domovom za starejše v Spodnji Savinjski dolini. Vsi prisotni pa so poleg omenjene humanitarne note
Še posebej poudarjali tudi festivalsko etnografsko poslanstvo in pomen za ohranjanje naše kulturne dediščine, kar je poudaril tudi domači župnik župnije Sveti Pavel Prebold, magister Srečko Hren, ki je tudi blagoslovil vse razstavljene potice. Ja, jaz sem zelo vesel, da sem se po nekaj letih pridružil tudi tej lepi tradiciji, ki jo že letos obeležujemo v naši občini in tudi naši župniji kot 20. obletnico. Sem počaščen, da sem lahko blagoslovil ta jedila. V ozadju tega blagoslova je mnogo drugih dinamik, ki jih blagoslov izpostavlja in z blagoslovom človek izraža samo veliko hvaležnost. Najprej za dobre roke, za mnogo idej, ki jih tukaj vidimo, da jih ni malo, ampak je tudi kar nekaj sodobnih pristopov, kar me zelo veseli. Hkrati pa je bilo vedno poudarjeno, da je tisto, kar je osnova slovenske potice, vedno na prvem mestu, ostale pa lahko se še pridružijo kot novo sodobne tehnologije novih potic. Prireditev je popestrila glasbena gostja Alja. Organizatorji tega festivala pa so seveda še posebej veseli in ponosni, da je Preboldski festival potic daleč presegel lokalne okvirje. Veseli nas pa tudi to, da v bistvu je ta festival se nekako razširil ne samo v našem kraju, Preboldu, ampak tudi širše. Dobivamo iz Štajerske, iz Dolenjske potičke, tako da nas tudi to zelo veseli in upamo, da bo vsaj tako uspešno še naprej. Kako pa naprej? Kakšne načrte in želje imajo v Preboldu s festivalom potic v prihodnje? Jaz mislim, da bo vsako leto več nekih različnih nadevov, ki nekako nakazujejo na to moderno dobo, da rečem brezglutensko, brezlaktozno in te zadeve, ki bo tudi bolj naklonjena dietam. Sicer pa nekako smo že za letos planirali, pa nam potem ni uspelo izvesti zadeve ravno za to delavnico. Želeli smo si, da bi tekom današnjega dne oziroma jutrišnjega, ko imamo odprto še razstavo, povabili nekega kulinaričnega gosta, ki se zelo dobro znajde pri peki potic in bi našim kuharicam, pekom dodal še kakšen namig, kako bi lahko oni izboljšali svoje. Tako da mogoče to, no. 20. festival potic je v Preboldu torej odlično uspel in zagona za v prihodnje jim torej ne manjka. Absolutno, dokler se bojo pekle potice, bomo mi imeli festival potic. 71 potic na jubilejnem 20. festivalu potic tukaj v Preboldu in prepričani smo, da so vse prav slastne in sladke. Vam pa tudi seveda želim, da si tudi v bližajočih si praznikih privoščite kakšno izmed njih. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.